Nadaljujemo doma. TEŠ6, največji energetski objekt, ki smo ga zgradili v samostojni Sloveniji, bo očitno še dolgo obremenjeval javne finance. Ob pripravljanju načrta zanje je bila predvidena investicija več kot dvakrat nižja od cene, ki jo je 6. blok termoelektrarne Šoštanj dosegel ob zagonu. Zdaj nam grozi, da bo predčasno zapiranje obrata še dražje od gradnje. Kaj je šlo pri projektu narobe in kdo je za to politično odgovoren, je od leta 2015 do 2018 ugotavljala parlamentarna preiskovalna komisija pod vodstvom Matjaža Hanžka iz Združene levice. Ugotovila je, da so vse vlade od leta 2004 do 2012 ravnale neodgovorno. Največjo politično odgovornost pa je pripisala vladi Boruta Pahorja, še posebej ministroma Francu Križaniču in Mateju Lahovniku. Zanimivo je, da so poslanci v državnem zboru sklepe te preiskovalne komisije soglasno podprli. Preden se nam po povezavi pridruži nekdanji poslanec Hanžek, poglejmo, ali ob ugašanju termoelektrarne lahko pričakujemo večjo odvisnost od uvoza. Duška Lah. Preoblikovanje TEŠa in premogovnika v prihodnjih letih, še vedno je zapisana letnica do 2033, prinaša tudi obremenitev za proračun in s tem denarnice državljanov. Tisti, ki misli, da recimo ne bo stroškov z zapiralnimi deli premogovnika Velenje, ker ne bo izdatkov za sanacijo degradiranih površin in pa ne bo izdatkov za socialni program Samot, to je pravilo v vseh državah Evropske unije. Tako Mervar pojasnjuje napoved enega izmed 3 scenarijev izločitve termodivizije iz holdinga. Obenem vztraja, da je interventni zakon prava stvar. Tudi zaradi počasnega zapiranja premogovnika prihodnje leto Jamo Pesje zadržali bi tisto v Prelogah. To pa pomeni tudi, da ne bo nobenega odpuščanja. Vse delavce, ki jih potrebujemo na proizvodnji, selimo na proizvodnjo. Tisto, kar pa bi bilo drugače na proizvodnji v Jami Pesje, pa selimo na zapiralna dela. Zavedam pa se vseh podnebnih težav, resnosti zelenega prehoda. Ampak včasih imam občutek, da je zeleni prehod, ki je nujen, mu je manjkala socialna dimenzija. Ljudje, delavci enostavno ne morejo privoščiti. Vlada še zatrjuje, da brez interventnega zakona drugih 2 o zapiranju in prestrukturiranju doline ne bo učinka in še, da je bilo v preteklih letih premalo investicij na energetskem področju. V Elesu zagotavljajo, da z obratovalnega vidika zmanjšanje proizvodnje v TEŠu nima vpliva na elektroenergetski sistem Slovenije. Bomo pa seveda uvozno bolj odvisni. Če bi se pokazali, da je nekaj, problematičnega, enostavno zaženeš blok 6 do konca. Blok 6, tudi če dela na tehničnem minimumu, mislim, da je okoli 223 MW, ga lahko na minuto po 10 MW zdviguješ. Slišati je še opozorila, da se je ob načrtovanju sicer največje koruptivne investicije pri nas pozabilo na drugi vir ogrevanja celotne Šaleške doline, zdaj pa zamujajo s konkretnimi načrti. Pridružil se nam je nekdanji poslanec, vodja preiskovalne komisije Matjaž Hanžek. Dober večer, voščim. Če nam na kratko osvežite spomin, kakšna je politična odgovornost Pahorjeve in Janševe vlade? Ja, najprej Janševe vlade je odgovornost v tem, da so šli in sprejeli TEŠ6 kot 600 MW blok, sicer za ceno 200 milijonov, ko bi lahko bil eno tretjino samo tega, in pripravili vse strokovne podlage, koliko so bile pač strokovne, in plačali prvih 25 milijonov. To je Janševa vlada. Pahorjeva vlada je problem, ker je v leta 9, ko bi lahko še ustavila in ko so bili vsi podatki jasni, da bo TEŠ6 ena velika katastrofa, bi lahko ustavila, ker takrat je bilo konec konjunkture in so v velikih državah ustavljali gradnjo novih termoelektrarn. Vedelo se je takrat že, zakaj bo s premogom, in bi takrat lahko ustavili ali pa se dogovorili z Alstomom za 200 MW blok, ne pa za 200 milijonov, ne pa za 600 MW za milijardo pa pol skoraj. In potem pa še tretjič Janševa vlada, ker so izpeljali
državno garancijo za kredit. Kakšno vlogo pa je odigral tako imenovani šaleški lobi? Kako močan je bil in koliko je bilo lažnih informacij? To je, kako je pa močan, pa lahko vidite, da so in strokovnjaki pokleknili in so kimali in podpirali lažne, da se je vedelo, da so lažne, ker če so strokovnjaki, bi morali vedeti, da so manjši bloki tudi zadovoljujo BAT tehnologijo in tako naprej. In če vidite, kako so mimogrede izsiljevali, ko je v Janševi vladi minister Vizjak v enem mesecu ni dal novih papirjev, so že grozili, da bo cela Slovenija v temi. In kako so lahko razsuli celo stranko zares, ki je nasprotovala Tešu. Pri tem je bil recimo gospod Lahovnik, doktor Lahovnik, v veliki meri kriv, ker je imel podatke že takrat, ko bi lahko ukinili, da bo Teš katastrofa, pa je skrival pred Pahorjem in kot gospodarski minister to peljal naprej. Prej je zares tudi podpiral Teš. Ko so pa videli rezultate, da bo katastrofa, so odstopili nasproti in stranka je propadla. To se pravi, tako močni so, da lahko odstavljajo tudi predsednika vlade Pahorja bi odstavili, če bi hotel, ko je najprej mislil novo strokovno komisijo o energetiki postaviti, pa jo ni postavila. Tako da lahko vidite, kako so neki neznani. Šlo je pa v glavnem predvsem, vedeli so, sem to še moral dodati, vedeli so, da bo zmanjkalo premoga in ta investicija je bila to, da ko bo zmanjkalo premoga, bojo iz Indonezije vozili drug premog in lepo služili. Ves ta projekt je bil ne zaradi velenjskih rudarjev, ne zaradi slovenske energetike, ampak zaradi zaslužkov tistih, ki so hoteli služiti na račun uvoza premoga. Gospod Hanžek, vi ste bili že takrat prepričani, da bo investicija nerentabilna. Zdaj direktor Elesa omenja dodatni 2 milijardi za zapiranje Teša in premogovnika. Teš pa bo v glavnem namenjen toplotni oskrbi Šaleške doline. Kako po 9 letih od poskusnega obratovanja ocenjujete izplen Teša? Ja, če bi razmišljali, da je cilj ogrevanje in elektrika za slovenske državljane, je to katastrofa. Če je bil pa cilj zaslužka nekaterih elit, ki bi radi prodajali uvožen premog, je pa seveda zelo dobra investicija. In še gospod Hanžek, kakšna je to popotnica za gradnjo drugega bloka v Krškem? Katerih napak ne bi smeli več ponoviti? Po vrsti, tukaj ne morem naštevati, je vsaj 20 točk, kjer je Teš padel na izpitu. In vse te točke bi morali pri načrtovanju neka dva upoštevati. In bojim se, da jih ne bojo, ker že zdaj vidim, da je enako. Prehiteva se referendum, ni nobenih strokovnih analiz, izsiljevanje je že, in tako da se bojim, da se nek pripravlja na podoben način, kot se je T6. Hvala za to osvežitev spomina in lahko noč. Pred začetkom novega študijskega leta je